Hej, jaz sem človek. Moram se oglasiti. Spet opažam eno situacijo, ki me skrbi in bi jo rad pomagal rešiti. Dejansko še vedno ugotavljam o preslabi komunikaciji. V različnih podjetjih, v različnih dejavnostih, tudi v javnih in v zasebnih in bla bla, vse posod je problem s to komunikacijo. In seveda jaz se zavedam, da so neki obrazci, neki pristopi, neki načini že malo preživeti in se ne dajo več pravega odziva nazaj. Posebej po tem korona času, nekdo je lahko zbolel, Bog ne daj, lahko je nekoga zgubil in ga zdaj vi vprašate tiste strukturirano vprašanje odprej in dejansko ste pozabili, da moramo biti ljudje. Posel delamo ljudje, človek človeku. In tukaj se mi zdi, da je problem. In kaj se zdaj dogaja v hitro rastočih podjetjih? Določene stvari so se spremenile, načini dela so se spremenili. So da isti menedžeri spet ostali brez besed. Spet ne znajo delegirati poslu naprej, spet se zaustavljajo na istih situacijah, kot so bile in seveda kriptosvet, ki je dal določene dodatne sredstva, je mogoče ni glih pomagal, da bi se izboljšali. Glejte, vem, da visoko leteči menedžeri ne gledajo Doljška na Facebooku in ga ne spremljajo na Instagramu. Zato se ne bom ukvarjal z njimi. Oni, če rabijo pomoč, ne si jo poiščejo pri meni ali pa kje druge. Who cares? Ampak se bom ukvarjal z ljudmi, ki ste pod njimi. Tistimi, ki dejansko vam je včasih najtežje. Zato, ker enostavno vas tej šefi imajo, da ste neaktivni, deproaktivni, da ne sledite ideji in v resnici vam moram povedati, da to pogosto ni res, ne? Ampak je problem v komunikaciji. V osnovni preprostih manierah komunikacije, dej povej stavek, zaključ ga, dejmo narediti nek rezime tega, kar smo se pogovarjali. Ljudje imamo polno informacij v življenju, potem preskakujemo. Ampak, gledajte, saj to je v zasebnem življenju, glih tako. Partnerja se včasih ne razumete, zaradi tega, ker pač je nekdo zelo veliko razmišljal o nečem in preskakuje v podajanju teh misli ven. In zdaj, kaj lahko vi, podrejeni, naredite, kadar imate svojega šefa, ki ima težavo z komunikacijo? Imate 3 možnosti, ampak, gledajte, te 3 možnosti so na šaljiv, realen način dejansko take, ki rešujejo. Ampak vam bom pol povedal pa recimo 5 vprašanj, praktični primer iz prakse, tako da ne bojte se, da bom se dejansko šalil s tem, ampak resnično želim ta video narediti z dodano vrednostjo prav za tistega, ki gleda. Se pravi, če menedžer gleda, naj se zamisli, naj poišče pomoč, naj gre korak naprej. Če gledate vi podrejeni, pa pejmo na te 3 možnosti, ki jih imate, kadar vam šef ne da ali pa ne zna, pa nič hudega, ampak zgleda, da je hudo, če se ne potrudi izboljšati, nekaj informacij, ki jih težko razumete. In prva rešitev je, da se naučite telepatskega branja misli. Zdaj, če boste najdeli človeka, ki to zna, prosim še meni povejte, meni bi to zelo, zelo prav prišlo, da bi dejansko človeka samo v oči gledal in bi vedel, kaj on hoče, kaj si želi, kaj pričakuje. To je šala, ampak drugo vprašanje pa ni. Naslednje vprašanje, ki ga vi lahko naredite, je, kadar vam nekdo poda od nadrejenih neko informacijo, dajte postaviti kakšno vprašanje, tako kot rezime. Rečete, ok, samo naše aktivnosti, kako so naše aktivnosti povezane s tem ciljem, ki smo si ga zadali? Oziroma, ali delamo narobe? Dajmo ugotoviti to, kar ste rekli zdaj, ali to sledi ta naš cilj, te naše cilje, ki smo se zmenili, da jih bomo dosegali. In dostikrat boste ugotovili, da v nekaterih firmah tudi te cilji niso definirani. Ker denar, promet, to niso cilji. Ampak pustimo, to je zdaj že debata za drugi video, pa za bolj zahtevno debato. In tretja stvar je spet malo igriva, ampak naj vam pomaga. Pošljite ta video šefu in poglejte, če se bo kaj zamislil. Poglejte, če bo kaj naredil. Zakaj? 2 stvari boste ugotovili. Prvo stvar boste ugotovili, nekaj se je začel truditi, spreminja način, več besed uporabi, bolje dovzeten, ne pošilja nam sem maile za 3 alinejami brez dober dan, nasvidenje. In pa ta druga stvar, ki jo boste dobili z tega, boste ugotovili, koliko ste vi pomembni za njega. Ali ste vi pomemben igralec v njegovem timu, ali pa niste preveč. Ker če bo ignoriral vaše sporočilo v takem smislu, potem, glejte, mogoče boste mogli najti srečo kje druge, ker pač je spoštovanje in pa komunikacija sta zelo pomembne stvari v medčloveških odnosih. In v zelo uspešnih podjetjih je to največja
prednost. Prednost je, da znajo med sabo komunicirati. Ne team buildingi na picega. To je super, ampak to je stranska stvar. Takrat, ko se pogovarjamo v biznisu, dajmo se pogovarjati konkretno, resno, odprto, pa pejmo do teh ciljev. Takrat je komunikacija dobra, takrat so odnosi dobri, takrat ljudje hodijo v nedeljo v službo, brez da jih je kdo prosil, zato ker so odgovorni za svoj projekt in bodo projekt uredili, naredili, stestirali, če jih je karkoli strah za ponedeljek. To mene blazno veseli in te ljudi obožujem. Zato, ker se mi zdi, da je smisel življenja je, da si za nekaj ne samo vreden, ampak odgovoren, da te ljudje tudi zaradi tega te kasneje spoštujejo. Nikoli ne pride samo to, jaz imam funkcijo v firmi, zdaj me pa vsi cenite in spoštujte. Ampak, da ne bomo spet preveč o tem. Glejte, še ena stvar, 5 praktičnih vprašanj, ki jih postavite svojemu klientu, kupcu na temo forecast, napovedi. Se pravi, z nekim vašim kupcem, ki strateško že dolgo časa delate, zelo pogosto vprašamo po kvartalu ali pa na letni osnovi, kakšen pa je vaš forecast, kakšna je vaša napoved za naprej. Tisti, ki to delate, veste, ampak hotel sem en primer iz prakse potunkati v ta video, da vidite, kako so se stvari spremenile. Nekoč predtem je bil forecast čist tipična stvar, ali je bil vprašalnik, ali po nekem procesu si sledil in si zapisoval stvari, ki si jih dal pol v CRM, ki ste jih na kolegih obdelali in ste potem lahko planirali svojo proizvodnjo tudi na forecast vaših klientov. To so tisti variabilni premiki nekih planov, ki se zgodijo vsako leto in v vsakem podjetju. Pa pejmo, 5 vprašanj. Prvo vprašanje, ki vprašate stranko. Kako ste? To je to. Zelo človeško. Kako ste? Kako ste vi osebno? Kako je vaš oddelek? Kako je vaše podjetje? A ste dobri? Kako ste? To je prva stvar v komunikaciji, spoštovanje. Tako kot dober dan, hvala, prosim in nasvidenje. Drugo vprašanje. Kako se vam razvijajo nove priložnosti? To je vprašanje, ki je običajno iz tega forecasta bil normalno, kako vam pa kaj gre. Ne govorimo o detaljih in človek ne bo govoril o detaljih ali pa know-howih, ampak bo rekel, se nam kaže dobro, se nam odpira nekaj, se nam dogaja to in dejansko to ljudje radi povemo, če nas nekdo vpraša. Tretje vprašanje. Iskreno me zanima, ali ste kot tim se kaj usedli skupaj, pogledali priložnosti, ki jih še niste izkoristili, neke talente in o tem predebatirali, mogoče, svoje neizkoriščene možnosti in to vsak bo rad o tem nekaj povedal. Karkoli bo rekel, rečete takoj zatem odlično, super. Ali bodo rekli, nismo se usedeli, ampak so naši razvojniki nekaj dobrega se zmislili, ne, ampak smo s kupcem se povezali v bolj tesne odnose in tako naprej. Vedno bo rekel nekaj navdihujočega, zaradi tega, ker če dela biznis, če res ljudje ne morejo tudi skozi jamrati, vedno iščemo nekaj in zajedljivi smo in vedno iščemo neke variante. In ko bo tretje vprašanje odgovoril, začnite četrto vprašanje z odlično, super. In je naprej vprašanje, super, odlično. Ali vam na tej poti mi kot vaš poslovni partner lahko kako pomagamo? Vprašaj, počakaj, tiho, naj on pove, karkoli bo povedal. Ko ste na začetku tega četrtega vprašanja rekli odlično in super, ste pokazali na človeško iskreno navdušenje. Ni to trik. Če človek reče, da ima nek cilj, plan, lejte, kdo sem jaz, da bi sodil, ampak jaz imam zmeraj rad ljudi, ki hočejo nekaj narediti. In te ljudje so vaš sogovornik v tem primeru. In ko ste rekli to, ste mu rekli, ok, ni nujno, da se vi strinjate s tem, zaradi tega, ker mogoče niti ne razumete, ampak odlično je, da oni razmišljajo o tem. In potem postavite vprašanje neke čustva, empatije, lejte, a lahko še mi kaj pomagamo na tej poti. Kako lahko rečeš, ker ne, noben ne reče ne, ampak začne razmišljati. Zato je zelo pomembno 5. zadnje vprašanje, ki je specifično za vsak biznis posebej. Zato bom najbolj splošno povedal, vi pa dodajte noter svoje detajle, da bo izpadlo res dobro. 5. pa je, mi smo razvili nekaj novega. Prepričani smo, da bo uporabnikom naredilo en nov pogled, dodano vrednost, lepše življenje, karkoli. Bi vas zanimalo kaj več o tem? A razumete? To 5. vprašanje pa je tudi neka informacija, ki jo dobi vaš kupec, da vi na sebi delate, da razvijate, da razmišljate naprej. In tukaj dajte noter, mi smo razvili nekaj novega, dajte ime, dajte
prav ime projekta ali ne vem, ali pa neko situacijo in potem povejte, prepričani smo, da bo uporabnikom omogočilo izkušnjo nekaj novega, nekaj boljšega. Povejte konkretno, kakšno izkušnjo. In to se mi zdi, da je ta sprememba, ki jo moramo vklopiti. Sej nekateri ste že zdaj tako delali, nekateri ste pa pozabili to delati, zaradi tega, ker ste imeli gužvo. Ampak se veste, gužva pomeni kaj? Ko greš na cigaret pa kavo, je pa časa dovolj. Drugače pa tako v gužvi, da ne moreš imeti 3 tedne sestanek. Razmislite o tem. Pa vse dobro vam želim, predvsem pa vašim šefom, da bi vam omogočili vaše življenje v službi še boljše.